Jaz se samih štartov spominjam predvsem potem, ko smo sploh začeli razmišljati, ko bi ta coworking sploh bil, kako bi sploh izgledal. Takrat je bilo to samo še ideja na papirju. Pa skozi vsak detajl, ki smo ga urejali, nekako so se te stvari ful lepo poklapale in kar naenkrat je bilo čez pol leta klele otvoritev, pa en kep folka, jaz pa živčen ka strela. Drži, iskali smo primerno lokacijo. Bilo je več lokacij v Idriji, zdaj se dobro točno več ne spomnim dejansko, katere lokacije so bile, ampak ko smo prišli tukaj na trgovsko šolo, se nam je zdelo, da je primerna lokacija, blizu starega mestnega jedra, lepa okolica, tako da smo kar potem začeli delati na tej lokaciji. Ko smo začeli to, sem seveda se zelo potrudil, da sem pripeljal tudi najboljše predavatelje, tiste, ki sem jih poznal. Ampak posebnega odziva ni bilo. In potem sem počasi ugotovil, da je treba pač to zadevo res prepuščati mladim, tako vsebinsko kot vodstveno. Ko so začeli prihajati neke vsebine, neki predavatelji, ki jih jaz sploh nisem poznal, se je začela ta kovačnica šele res dobro razvijati. Tako da bi tukaj res apeliral na to, da dajmo mladim priložnost tako pri vodstvenih kot v vsebinskih funkcijah. Na eni točki, brez da bi jaz točno vedela, kaj sva midva naredila prav, ker nekaj očitno sva naredila prav, se je začel ta efekt snežne kepe. So se začeli tukaj zbirati podjetniki, se je tukaj začel nek ta prav vibe, pol posledično so prišli še projekti in neki financ, da smo lahko kupili oziroma plačali kakšnega predavatelja, ki prej je bilo vse na prijateljski ravni, pa vse uslugo za uslugo, ker enostavno ni bilo denarja. Ene stvari so se spreminjale, uneto dobre so pa ostale glih. Pa res je fajn, da je pač ta podporen okolje, te ljudje, ki tlele res pedenajo kovačnico, to je pa ena stalnica. In to je tisto, kar naredi zadevo res tops. Meni je bilo z mladimi zmer kul delati, tudi jaz sem iz tega izhajal, in to se mi zdi, da je ta ključen potencial, da mlade čim prej zahaklamo, jih spoznamo z našim delovanjem in predstavimo ene možnosti, ki tukaj so in potem, če bomo klej naredili to bazo mladih, jaz mislim, da pol ne bo nobena težava tudi za naprej. Prostorsko stisko imamo že nekaj časa, morda je, da na začetku smo imeli praktično 2 prostora kovačnice, pa je spravim, da smo kot bakterija, ampak pozitivno počasi, ampak gotovo smo se širili. Ne pravijo zastonj, pazi, če se želiš, iz naših 450 kvadratov naj bi šli zdaj na 1700 kvadratov. Zdaj nas pa čaka ena taka zelo velika stopnica, ki se v bistvu veselim, ker bo neke vrste spet nov boost, da moramo res zagrabiti, da nafilamo teh 1700 kvadratov. Bom rekla, da mi veliko to pomeni. Glede na to, da sem res od začetka bila zraven v tej ekipi, sedaj, ko se pa ta novi prostori gradijo in ko bojo pač še več možnosti za razvoj podjetništva, pa mlade scene te podjetniške, se pa res prav veselim, komaj čakamo otvoritev in potem nadaljne projekte. Ja, skozi vsa ta leta je v bistvu bilo že pri nam že več kot 50, mi jih kar imenujemo kovačev, ki so razvijali svoje podjetje in skozi te poti je kar nekaj uspešnih zgodb in seveda s ponosom gledamo na to, kadar vidimo kakšen jumbo, kadar vidimo kakšno reklamo, rečemo, ta je pa naš. Ja. Ko se je pokazala možnost za nakup stavbe Pošte Slovenije v starem mestnem jedru,
Hkrati pa še sredstva za sofinanciranje podjetniških inkubatorjev nismo oklevali niti za hip. Odločili smo se za nakup stavbe, sodobno obnovo prostorov in vnos novih podjetniških vsebin. S projektom si v Kranju želimo spodbuditi podjetniški preboj predvsem med mladimi podjetniki, ki bi ime Kranja in Kovačnice postavili tudi na globalni podjetniški trg. Dobrodošli v novi dom.